Pozdravljeni! Danes bom spregovoril o zadevi, ki je na videz enostavna, na videz jasna, a videli bomo, da na koncu ima zelo velik vpliv na zadeve, ki na prvi pogled med seboj sploh niso povezane. Govoril bom o tlaku v pnevmatikah Formule 1. Ta je predpisan strani proizvajalca za vsako dirko in zanimivost prva je ta, da je predpisana tista vrednost, ki je minimalna dovoljena vrednost. Za razliko od tistega, kar imamo v naših cestnih avtomobilih, kjer nam dajo tisto predpisano vrednost, tisti optimum, imamo tu predpisano tisto spodnjo mejo. Po drugi strani, v pnevmatikah Formule 1 seveda se ne rabi zraka, kajti zrak s tem, ko se temperatura pnevmatike viša, tudi širi. In s tem, ko bi se širil, bi tudi povečeval to svojo vrednost tlaka, kar pa ni zaželeno. Tlak v pnevmatikah Formule 1 mora biti konstanten. A tudi v mnogih serijskih avtomobilih, kot smo videli, se že rabijo te mešanice inertnih plinov. V Formuli 1 so to mešanice, kjer prevladuje povečinoma dušik. Deluje in je sorazmeroma poceni. No, ta Pirelli kot proizvajalec pnevmatik predpisuje to minimalno vrednost, katera se iz proge do proge razlikuje, kajti gre za različne proge, različnimi ovinki, različnim tipom asfalta, kar seveda deluje drugače na pnevmatike. Je še ena posebnost, katero moramo poudariti. Razlika je tudi med prednjim pa zadnjim parom pnevmatik, kakšen je pritisk. In približno razlika med njima je nekje med 0,20 bara do 0,15 bara, seveda višji tlak je v sprednjem paru pnevmatik. Vkolikor boste gledali dokumente, boste videli, da so te enote za ta tlak izražene v imperialnih merah PSI, pound per square inch, in nekako pretvoreno, zaokroženo, močno zaokroženo, NPSI je 0,07 bara, vkolikor bo šel kdo to računati ali za boljši občutek. Ta vrednost, ki jo predpisuje Pirelli, seveda v celem vikendu naj bi bila fiksna, a dogajajo se tudi izjeme. Lahko se začnejo pojavljati recimo težave s pregrevanjem pnevmatik oziroma te ne dosežejo določene temperature, odvisno od vremena, lahko je recimo dež bolj hladno od tistega, kar so pričakovali, oziroma lahko je mnogo drugih dejavnikov, ki na to vplivajo. Zato imamo tudi možnost, videli smo možnost, da je Pirelli med samim vikendom te minimalne vrednosti spremenil tako navzgor kot na veliki nagradi Združenih držav 2018, ko so dvignili na zadnjem paru pnevmatik, kot tudi navzdol, kar se je videlo na veliki nagradi Italije 2016. Ampak zdaj si je bistvo pogledati, zakaj je tukaj res ta minimalni, zakaj ni tudi omejitve navzgor, oziroma zakaj ni predpisana tista optimalna vrednost tlaka v pnevmatikah. V opisu tega videa boste dobili bližnjice do prejšnjih videov, v katerem sem obdeloval zadeve, v katere se bom zdaj obrobno spustil. Vkolikor se spomnimo, tlak v pnevmatiki je povezan z dvemi zadevami. Najprej mehanskim oprijemom, kajti vzmetenje bolida Formule 1 je trdo. In da ima ta pnevmatika čim boljši stik s podlago, je dobro, da je čim mehkejša, kajti mehanski oprijem bolida je v bistvu definiran s tem trenjem med pnevmatiko in samim asfaltom. Mehkejša kot je, to se pravi nižji, ko je tlak notri, nekako bolj se vdaja vse te nepravilnosti, ki jih ima podlaga. Seveda ne govorim o generalnih zadevah, ampak samo posplošeno v teh minimalnih odstopanjih. Seveda s tem, ko imamo višje to trenje med pnevmatiko samo in podlago, imamo tudi posledično višjo temperaturo v pnevmatiki. To se pravi, gledati moramo na dva dejavnika, na mehanski oprijem in temperaturo. Seveda, z nižjim tlakom ekipe dosežejo lahko višjo temperaturo, kar je bistvenega pomena v današnji Formuli 1, to se pravi doseči tisto temperaturo, katera bo v tistem oknu delovanja določene pnevmatike, da bo delovala na progi, da bo bolid lahko hitro vozil. Po drugi strani, vkolikor bi zvišali ta tlak noter, bi izgubili mehanski oprijem. Če izgubijo mehanski oprijem, seveda zaradi tega, ker se je trenje znižalo, pa tako naprej, ga morajo nekje nadomestiti.
Nadomestiti ga morajo lahko tudi z aerodinamično komponento, poenostavljeno povedano. Ena izmed takih prav osnovnih rešitev je dvig tega aerodinamičnega profila na prednjem oziroma zadnjem stabilizatorju. Seveda s tem pridobijo na generalnem oprijemu, a pridobijo tudi zračni upor. S tem, ko so dvignili zračni upor kompletnega bolida, so nekako znižali končno hitrost in poslabšali pospeške. Tako na videz enostavna vrednost, kot je tlak v pnevmatiki, lahko na koncu celo vpliva na pospeške in končno hitrost bolida. Zato so ekipe same tiste, ki težijo k temu, da je tlak v pnevmatikah čim nižji. Zato jih tudi Pirelli omejuje samo navzdol, kajti nihče izmed njih ni tako nor, da bo šel nad te dovoljene vrednosti, ukolikor ne bo res prisiljen. Seveda obstajajo tudi razne govorice, naprimer v sezoni 2016 je bila velika razprava o tem, da sta dve ekipi dobili nek sistem, kako med dirko samo, ko je tlak praktično nemogoče zmiriti, znižajo tlak v pnevmatikah za 2 PSI, ampak to so bile govorice, to so bile špekulacije. V glavnem, kot sem povedal, zadeve v Formuli 1 so povezane med seboj. Sprememba enega elementa lahko povzroči kot domino efekt spremembe na drugih koncih bolida. In to je tudi nekako poenostavljeno povedano razlaga, zakaj ekipe sploh, ko vidijo neko rešitev, ki jo imajo nasprotniki, te ne takoj prekopirajo in montirajo na svoj bolid. Kajti taka rešitev ima lahko določene prednosti, a kot smo videli, lahko povleče za sabo tudi določene slabosti. Kajti Formula 1 in nastavitve bolida so skupek kompromisov in ta skupek kompromisov mora delovati na določeni progi z določenim voznikom ob določenih razmerah, ki so v okolici. Seveda, mi na dirki vidimo samo, ali to ekipi uspe ali ne, a za tem, kar mi vidimo, kot sem tukaj na hitro razložil, je ogromno dela in ne uspe jim zmerom. Hvala za vašo pozornost, pa nasvidenje.